Na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji pa je v torek potekel dan odprtih vrat. Kot prvi so jo v jutranjih urah obiskali radovedneži iz debatnega krožka KNOVS. V nenapovedani nadzor so šli danes aktualni šef NSI Matej Tonin, poslanka LMŠ Jerca Korče, pa Branko Simonovič iz Desusa, poslanec SDS Žan Mahnič in prvak SNS Zmago Jelinčič. Zbrano družbo je zanimalo predvsem, če se na Sovi res da zaposliti tudi tiste sorodnike, ki so skrajno nezaposljivi. Se vem, da se političnega kadrovanja ne sme delati, ampak dajmo biti realni. Vsak od nas ima enega sorodnika, ki ni lih glavca. In za njega je bilo res najboljše, da dela nekje, kjer drugim sploh ne sme povedati, kaj dela. Do kakšnih ugotovitev so se člani KNOVS-a dokopali, pa po obisku zaposlitvenega centra Sova žal niso hoteli izdati. Po koncu obiska na Sovi so se večinoma zavili v molk. Ne komentirajo več niti primera Lepa Nataša, niti afere Lepa snaha. Dajmo zdaj nekaj razčistiti, ker vem, kaj v tem trenutku vsakega Slovenca zanima. A sta ti dve ženski res tako lepi? Še vedno namreč ni znano, je predpogoj za zaposlitev na Sovi to, da imaš prijatelja v vladi, ali to, da si hudka svina. A si predstavljate, kako se morate ti dve ženski počutiti? Najbrž jim je naporno, kako komisija proučuje njuni zaposlitvi, ampak na nek način jima mora pa ugajati, ko cela Slovenija govori samo o tem. Kako sta lepi pa to. In če so zaposleni na Sovi mislili, da so po jutranjem obisku varni, jih je preiskovalna komisija popoldne presenetila še z enim obiskom. Zgleda, KNOVS ni tako kot mestno redarstvo, ne? Ko enkrat pridejo, veš, da jih tisti dan ne bo več. In kako je izgledal popoldanski obisk preiskovalne komisije? Glede popoldanskega obiska pa je očitno šlo za skrivnostno zadevo. Po nekaterih informacijah znotraj KNOVS naj bi šli celo v Maribor. Če ste mislili, da se člani KNOVS-a sem neki zajebavajo, zdaj vemo, da se ne. Te ljudje svoje delo jemljajo tako resno, da si upali iti v Maribor kljub ljubljanskim tablicam. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.